Maribor kot Evropska prestolnica kulture je v letu 2012 dosegel rekordno število kulturnih dogodkov in projektov. V pregledu poudarjamo le tiste, ki so produkcijsko in vsebinsko nastajali v Mariboru in okolici, kot lastna kulturna produkcija s povezovanjem in sodelovanjem med sorodnimi institucijami. Med največje glasbeno-scenske projekte leta 2012, ki so nastali na mariborskem odru, lahko štejemo uprizoritev opere Črne maske Marija Kogoja ob sodelovanju mariborske in ljubljanske operne hiše. On je uvedel tako imenovani govorjeni petji govor, oziroma govorjeno petje, to je Sprechgesang, ki ga je spoznal pri Schönbergu. In to je 3 leta po nastanku in ga je pač prenesel v opero in zato je tudi ta opera tako težka, resmo za izvedbo, ker je pač Sprechgesang ena posebna disciplina petja. Karmina Šilec z ansamblom Karmina Slovenika je s projektom Placebo znova potrdila sloves najboljšega slovenskega vokalnega sestava z izjemnimi avtorskimi projekti. Placebo ali Komu potok solz ne lije glasbeno temelji na baročni Pergolesijevi Stabat Mater, ki je stilistični ideal sakralne glasbe. Ta situacija te velike materine ljubezni ob snemanju Jezusa s križa je bila tista ideja, iz katere sem kasneje razvila cel projekt in mu seveda ob bok tej misli dala še več drugih konotacij, razmerja med ljubeznijo odnosa do Boga. Veliko pozornosti je bilo namenjene otrokom. Pravljična opera Kdor upa ne odneha slovenskega skladatelja Vitja Avsca je eden prvih korakov k temu, da se tudi slovenski otroci seznanijo z opero. Večmedijsko zasnovana pravljična opera Papageno igrana čarobno piščal je delček mozaika Papagenovega festivala, s katerim se je tudi glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška dejavno vključila v približevanje klasične glasbe najmlajšim. Sicer so glasbeno-gledališko dogajanje zaznamovali projekti, ki so odpirali nove možnosti izvajanj in združevanj različnih glasbeno-gledaliških zvrsti in žanrov. Kurentova svadba, s katero je Ptuj vstopil v evropsko kulturno dogajanje, je ponudila zvrst med mjuziklom in proslavo. Drago Jančar je osrednja literarna osebnost mariborskega literarnega prostora v letu 2012. Številnimi literarnimi srečanji in z vizualizacijo njegovih najpomembnejših del, od katerih se mnoga navezujejo prav na Maribor. Severni sij je postavljen v leto 1938, kot osrednji lik pa v njem ostaja prav Maribor. Trenutno je predvsem aktualna v tem, da je to romano mesto in da se jaz vračam v to mesto. V tem je tudi neka aktualnost. Stvari niso primerljive. Roman se dogaja leta 1938, tik pred svetovno vojno. Ampak tudi danes ljudje čutijo neke tesnobe, neke negotovosti. Pogosto ne vejo, niso prepričani, a bojo jutri še živeli tako, kot živijo danes. Naziv Vitez poezije je edina vseslovenska literarna nagrada, ki jo podeljujejo v Mariboru.
V letu 2012 se je zgodil tudi prvi evropski pesniški turnir. Koncept je povzet po romanu Zlate vokač Marburgi. Med pomembnejšimi slovenskimi literarnimi osebami je v Mariboru znotraj literarnih postaj gostoval Boris Pahor. Borisa Pahorja so večkrat omenjali kot kandidata za Nobelovo nagrado za književnost. Je vztrajni zagovornik nacionalnosti, njegov stil pa označujejo kot nacionalno in humanistično angažirani realizem. Slovenija je nekako država brez prave nacionalne zavesti, nažalost. Nekaj je iz te zavesti, da smo majhni, kako da bi to majhnost nekaj pomenila. Ne. Literatura naša, če vzamemo samo literaturo, je evropska kljub naši majhnosti. Ne. Sicer pa je umetniška beseda našla svoj prostor tudi v neknjižnih oblikah in prostorih, kot denimo namizna poezija. O Mariboru in njegovih ljudeh je napisano kar nekaj dobrih pesmi. Se pravi, ljubezen do mesta ni samo v zakupu viol, ampak tudi pesnikov. Od Janka Glazarja, Kajtana Koviča, Slavka Juga, Franceta Forstneriča, do Marjana Krambergerja in Brvarja. Tudi dramski oder je v letu 2012 odprl možnost povezovanja dramskih igralcev ljubljanskega in mariborskega ansambla. Tokratna uprizoritev velikega briljantnega valčka je po 27 letih ponovna odrska oživitev skoraj kultnega teksta, ki je mesto našel v šolskih maturitetnih programih, na odrih pa ga nismo srečevali. In kako lahko drama, ki je nastala kot družbeno-kritični odgovor na viharni čas po Titove Jugoslavije, nagovarja danes, se je spraševal avtor. Danes pa seveda govori predvsem o tem, kako se pravzaprav ta oblast srečuje tudi s problemom tega, da pravzaprav ni neke ideje, za katero se stvari dogajajo, da ni vrednostnih sistemov, da ni etike, morale in da pravzaprav oblast za to, da bi uničila posameznika, je pripravljena pravzaprav izbirati vsakršna sredstva. V tem smislu Jančarjev tekst seveda odpira eno poglavje, ne samo tesnobe, ampak predvsem tega nekega absurda in nekega, bi rekel, tako imenovanega brezumja. Festival Borštnikovo srečanje v svoji programski usmeritvi ponuja najboljše, kar ustvarijo v slovenskih gledališčih. Tukaj sem zato, da ti ustavljam srce, tukaj sem zato, da te pasilam k razmišljanju. Jaz nisem tukaj zato, da bi delal lepe slike. Posebno pozornost so v mariborskem gledališču namenili mladi publiki. Na Malem odru so krstno uprizorili predstavo za najstnike Totalka. Nisem zanalašč, res oprostite. Uprizoritev za najstnike Totalka je nastala na podlagi besedila slovenske novitete dramatičarke Tamare Matevc v priredbi dramaturginje Maje Borin. Gre za repertoarno poslanstvo mariborskega gledališča, saj je v slovenskem prostoru manjko dramskih besedil in predstav za mladino. S Totalko ustvarjalci tako še dodatno potrjujejo zavedanje o vzgojni vlogi gledališč. Prvi in najhujši stavek, ki ga je možno pri tem odgovoriti, je, da so mladi tako polni trikov, da so popolnoma neulovljivi. Seveda potem skušaš najti vsaj nekaj stičnih točk z njihovim jezikom. In to moram reči, da se potem prav skupinsko trudimo z dramaturgom, z scenografom, z igralci. Kot še pravijo ustvarjalci predstave, uprizoritev za najstnike ne postavlja jasnih, črno-belih odgovorov. Vprašanja identitet ostajajo prikrita, briše se meje med lažjo in resnico, domišljijo in resničnostjo. Festival Maribor je osrednji festival klasične glasbe v sodobnih preoblekah. Z novitetami in praizvedbami klasične glasbe ga že 5. leto zapored umetniško zasnuje avstralski violinist, skladatelj in dirigent Richard Tonjetti.
Gre v bistvu za nek postmodernističen koncept, torej za festival pretežno po večini klasične glasbe, kaj pač to že v 21. stoletju pomeni, in pa za nekaj malega mešanja glasbenih žanrov oziroma stilov. Po letih premora je v letu Evropske prestolnice kulture ponovno začel delovati tudi simfonični orkester Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Sicer pa smo na mariborskih odrih v tem letu videli še nekaj v svetu zelo uveljavljenih glasbenikov, kot sta Markost in Bernarda Fink. Ter na novo odkrita operna pevka mariborskih korenin Bernarda Bobrov. V Mariboru je že 22. potekalo državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem. Maribor pa je prvič v zgodovini prirejanja zborovskih tekmovanj gostil tudi najprestižnejše evropsko tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope. V Mariboru je pevsko udejstvovanje ena najbolj razširjenih dejavnosti, aktivnih je namreč okoli 50 pevskih zborov. V letu prestolovanja pa je nastal tudi otroški pevski zbor Evropske prestolnice kulture. Umetnostna galerija Maribor, ki je ostala brez obljubljenih novih galerijskih prostorov, je svoje poslanstvo znotraj projekta Evropske prestolnice kulture zaokrožila z veliko razstavo s simboličnim naslovom Skoraj pomlad 100 let slovenske umetnosti. Ob že ustaljenih galerijskih prostorih na Štrosmajerjevi ulici pa je razstava zaživela tudi na novem začasnem razstavišču v najvišjem nadstropju nekdanjega hotela in danes poslovnega objekta Slavija. Cel pregled, ustaljen pogled na razvoj slovenske umetnosti, ki je dobro nekako, bi rekli, že uveljavljen, stilno od zgodnjega, recimo od impresionizma, predstavnikov impresionistov, ekspresionistov, nove stvarnosti in zaključujemo v poznih 90-ih z delovanjem retroavangarde. Družina Štraub je bila po rodu iz Wiesensteiga v Nemčiji, kjer je imel delavnico oče Janez Jurij Štraub. Njegovo delo je nadaljevalo 5 sinov. Izbrana dela 3 od njih so vključena tudi v tokratno razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Bavarskim nacionalnim muzejem. Sama ideja je seveda bila pripeljati družino Štraub na eno mesto, če figurativno od takrat, ko so bili položeni v skupno zibko na Württemberškem, so sedaj deloma spet zbrani skupaj. Filip Jakob, Janez Krstnik in pa Jožef Štraub so tokrat obok enemu ob drugem in je pravzaprav moč videti tudi samo slogovno primerjavo med samimi brati. Keramiko običajno pojmujemo kot umetnostno obrt in kot uporabno umetnost. Umetniška narava je pri tem v ozadju. Namen Trienala keramike Unikum 2012 pa je utrditi keramiko kot samostojno umetniško zvrst enakovredno ostalim likovnim zvrstem. Osrednje prizorišče letošnjega Trienala je dvorec Betnava. UF Industrija je naslov cikla razstav o razvoju 6 slovenskih in še nepropadlih industrijskih podjetij. Izhajajo iz zavedanja, da so globalni ekonomski tokovi iz Slovenije skorajda izbrisali industrijo. Vrtni palčki v umetniških izvedbah akademskih likovnikov pa so krasili mesto kot posmeh kiču in nezahtevno naravnani podobi mesta.
Glavnina filmskega dogajanja v letu 2012 se je odvijala v kinu Udarnik prostoru, ki je potem, ko so v njem opustili filmsko dejavnost, ponovno oživel. Med projekti, ki lahko ostanejo stalnica tudi v prihodnje, pa se je v tem letu prvič odvila revija slovenskega dokumentarnega filma. Prva revija slovenskega dokumentarnega filma se je začela s premiero dokumentarnega projekta Vzpon mesta režiserja Marka Radmiloviča. Zbranim filmskim gradivom, posnetim na 8mm filmski trak, poustvarja zgodovino Maribora, obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je mesto po desetletjih regresije z industrializacijo začelo znova vzpenjati. Do industrijskih aglomeracij, velike frekvence ljudi, ki so... V bistvu najno delo tu je zelo skromno. Film se je naredil sam pred recimo od 40 do 30 do 20 leti. Naredili so ga mnogi amaterski snemalci. 8mm amaterski film je fasciniral in sva najzgodnejše posnetke sva odkrila, segajo. Mislim, da so določeni en posnetek je pred vojno, se pravi, mislim, da je z leta 38 nekaj takega. Ostali pa največ je pa tam od leta 50 do leta 80. Prej bi rekla, da ulice Talcev. To je bilo v mestu. Dovolite mi, da se tudi samo sedem in nadaljujem ta pogovor. Filmsko dejavnost, predvsem tisto, ki nastaja kot dokument lokalnega okolja in časa, so predstavljali tudi v enomesečnem projektu Univerzitetne knjižnice Maribor z naslovom Domofilm. Univerzitetna knjižnica Maribor namreč zbira televizijske in filmske dokumentarne zapise o pomembnih osebnostih in dogodkih štajerskega območja. Vodilo izbora pri sestavi programa je bila izključno domoznanska tematika, torej ne kakovost ali avtorstvo filmov. Vseeno je naneslo, da so nekateri avtorji in producenti na programu zastopani večkrat. Bojan Labović s 5 filmi, Franček Jauch s 3, Vanda Bervar, Marko Radmilovič, Sašo Radovanovič, Franc Kopič s 2, ostali pa s po 1 filmom. Mesto ni zapor in norišnice. Mesto je za večino potnikov prehodna postaja na njihovi poti. Toda nihče ne ve, kje je njegova zadnja postaja. Mesto je pač postavljeno na svoj prostor, na pol poti med Dunajem in Trstom stoji in svojimi ulicami in hišami, saloni in beznicami, gostišči in svetišči, zapori in bolnišnicami, norišnicami in mrtvašnicami čaka na svoje in tuje, na prišleke in potnike. Vsakdo lahko izstopi iz vlaka, kadar se mu zahoče. Stvar je videti preprosta. Filmski portret pisatelja Draga Jančarja z naslovom Pisatelj in mesto je nastajal na ključnih, tudi usodnih točkah mesta, ki je zaznamovalo pisateljevo usodo, v režiji Maje Weiss. Maribor pa je gostil tudi mednarodni festival animiranega filma Animateka. Posebnost mariborske izdaje je bil program za otroke in mlade Mali slon. Animateka že kar nekaj let dela na temu, da v Slovenijo prinaša imenitne filme tako za otroke kot za odrasle. Res ta predznak se še malo drži, pač marsikoga, da je animirani film namenjen otrokom, zato ker ga poznamo pod izrazom risanka, ampak dejstvo je, da so različni animirani filmi. So taki, ki so res narejeni za otroke in je njihova vsebina temu prilagojena, in so animirani filmi, ki so izpovedi določenih avtorjev, tudi čisto v smislu nekega pač nek umetniški izraz, nek umetniški pristop. Projekti sodobnih medijev so se v letu 2012 vrstili v obliki več festivalov, ki so skušali umestiti intermedijsko in računalniško umetnost v novo polje kulture in umetnosti. Mednarodni festival računalniških umetnosti je edini tovrstni v Sloveniji že 18 let.
torej dela avtorjev, jih bom kar naštela, Saša Sedlačka, Nike Oblak in Primoža Novaka, so dela slovenskih avtorjev, eden stoji tukaj za mano, kadi v javnih prostorih cigarete, česar ostali že dolgo časa ne smemo. Naslednja skupina robotov, v največjem obsegu jih je 5, pravzaprav protestirajo namesto nas, ki si mogoče ne upamo več na ulice ali pa smo prepričani, da s tem mogoče se ne da več česa doseči. Tretji robot pa prihaja iz Japonske, gre za delo z naslovom Senseless Drawing Bot in dela grafite na mestih, kamor se ga pač postavi. O nezavednem v umetnosti, znanosti in tehnologiji in o evoluciji človeštva, ki bo intimno povezana s tehnologijami v razvoju, je v mariborski Kibli govorila razstava Roboti in avatarji v sklopu mednarodnega festivala Kiblix. Sodobne umetnosti brišejo meje med visoko in nizko kulturo. Festival Performa preizkuša meje umetniških žanrov in išče nove izrazne možnosti, tokrat performativnega v literaturi. Ubran sprehod po strunah, njeno krilo na vse strani. Bog je v zelenem polju njegovih zvokov, kot nežno vetrenje čez vroč poletni dan. Z odprtjem Centra alternativne in avtonomne produkcije v opuščeni industrijski hali na Valvazorjevi ulici v Mariboru pa se odpira trajni razstavni in družabni prostor, znotraj katerega bodo tudi v prihodnje lahko našli prostor ustvarjalci in raziskovalci sodobnih tehnologij ter mejnih področji med znanostjo in umetnostjo. Na mariborski občini se kulturnim delavcem in umetnikom poklonijo z Glazerjevimi nagradami. V letu 2012 je Glazerjevo nagrado za življenjsko delo prejel dramski igralec Peter Trnovšek. Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture v zadnjih 2 ali 3 letih pa novinarka Melita Forstnerič-Hajnšek, dramska igralka Nataša Matjašec-Rošker, založnik Primož Premzl in fotograf Branimir Ritonja. Peter Trnovšek, prvak drame mariborskega gledališča in tudi dobitnik Borštnikovega prstana, je v skoraj 40 sezonah odigral več kot 100 vlog. Kmalu po igralskih začetkih leta 1971 je Trnovšek že prejel Borštnikovo diplomo za vlogo Tončka v Linhartovi komediji Matiček se ženi. Prve ljubezni ne pozabiš nikoli. In to je bila tudi prva nagrada, prva potrditev za mladega igralca priti v teater v začetku leta in oktobra na Borštnikovem srečanju. Leto 2012 je tudi leto, ko mariborska zgodovina odpira zanimive, še neraziskane, pa tudi občutljive teme mariborske identitete. Nemci in Maribor je ena takih, predstavljena v eni najbolj odmevnih in obiskanih razstav v preteklem letu. Namen razstave in pač tudi seveda kataloga po njej, ki je na nek način odslikava razstave, je bil vsaj v mojih očeh najbolj neko sprožanje refleksije. Ne pravzaprav podajanje nekih vrednostnih stališč, z mogoče kako izjemo, ampak predvsem sprožanje refleksije posameznikov in skupnosti o nekem skupnem okolju, v katerem se pojavljajo različne skupine z različnimi mnenji, z različnimi interesi, z različnimi močmi v končni fazi. Nemci so bili dejavni soustvarjalci zgodovine Maribora, njihova vpetost v Maribor pa je večplastna. Na eni strani so predstavljali mestotvorni element, pomemben doprinos k razvoju in rasti mesta. Po drugi strani pa so v spomin ljudi zapisani očrnjeno, predvsem kot okupatorji in sovražniki. Vse do 19. stoletja je mesto imelo le nemško ime Marburg. V 70. letih 19. stoletja je celo prevladovalo stališče, da je Maribor nemško mesto, je moč prebrati na enem od zapisov na razstavi. Se več let zavzemam za to, da se na nek način strne kulturna zgodovina Maribora v en kos. Niti da se ne delajo pregloboki prepadi, niti da se pravzaprav en velik del te kulturne zgodovine kar pozabi, odpiše. Ni potrebe in velika škoda za mesto je in Maribor tudi z svojimi travmami, ki jih je preživljal v kulturni zgodovini, ni nič posebnega. To je značilnost vseh srednjeevropskih kulturnih mest.
Zgodovinski spomin v Mariboru obujata še dva moža, oba povezana z Mariborom. V Univerzitetni knjižnici Maribor so zbirali gradivo s pomočjo več mednarodnih institucij in posameznikov ter predstavili spominsko razstavo pomorščaku svetovnega slovesa Wilhelmu Tegetthofu, rojenemu v Mariboru. Osnovni namen je pravzaprav vrniti Tegetthofa v javnost. Kot vemo, je bil leta 1918 njegov spomenik odstranjen, vendar bil je rojen v Mariboru, tudi svoja mladostna leta je preživel v Mariboru in mislim, da je prav, da se ljudi, ki so nekako preživeli ali bili rojeni tukaj v Mariboru, spominjamo ne glede, kako so pozneje se njihova pot nadaljevala, in bil je admiral, s katerimi se pravzaprav ne moremo hvaliti, da jih ne vem koliko, mi ga pravzaprav imamo. Monumentalni spomenik Tegetthofu, ki je leta 1883 že stal v Mariborskem mestnem parku, so leta 1918 umaknili, danes je v Pokrajinskem muzeju Maribor. Spomin na njegov rojstni dom v središču Maribora pa skušajo obuditi vsaj virtualno s projekcijo na fasado, kjer je nekoč stala rojstna hiša. Zbiratelj in tako rekoč sosed William Primzl z galerijo v ulici, kjer se je rodil tudi Tegetthof, opozarja na njegov pomen. Med dragocenostmi, ki jih je pridobil svojo zbirko, sta dva rokopise, svoje navdušenje nad mariborskim admiralom pa širi med ljudi tudi tako, da se obleče v Tegetthofovo uniformo. Pionirju astronautike, ki ga pozna ves svet, Hermanu Potočniku Nordungu, pa so v letu, ko svet obeležuje 120. obletnico njegovega rojstva, največji spomenik postavili v Vitanju, kjer od leta 2012 stoji kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Spomin nanj pa so se trudili obuditi tudi v Mariboru, kjer je Herman Potočnik Nordung preživel otroška leta. Prva stvar, ki sem jo želel realizirati v kontekstu Evropske prestolnice kulture, je trajno obeležje na pročelje poštne stavbe v neposredni bližini vhoda, kjer je mali Herman vsak dan hodil v šolo, v neposredno bližino, tu na sedanji Slomškov trg. Razstava v Mariborski univerzitetni knjižnici priča tudi o njegovih mariborskih letih in na ogled postavi nekatere še nevidene zapise in dokumente. Sem odkril njegov rokopis oziroma njegov podpis. Herman Potočnik Nordung je pokopan na Dunaju, trenutno je njegov grob anonimen. Z mestno zgodovino, predvsem pa z željo oživiti staro mestno jedro in v podobo mesta dejavno vključiti meščane, pa so se v letu 2012 intenzivno ukvarjali v programskem sklopu Ključi mesta Evropske prestolnice kulture. Ti ključi mesta, ki ima tako lepo ime, moram reči, ki si ga je zdravc duša izmislil tik pred začetkom. Ta programski sklop se je imenoval Reanimirani Maribor. In to je koncept pravzaprav, kako z kulturo pa umetnostjo reanimirati eno devastirano mestno središče, kot je mariborsko skoraj sigurno bilo. Jaz bi rekel, da nam je uspelo, glede na splošen odziv, da o drugih stvarih ne govorim, in potrošnikov, da tako rečem, in ljudi iz tega področja kulture in umetnosti. Programski sklop zaobjema pester nabor vsebin, ki mestni prostor uspejo osmisliti. Morda pa ob postavitvi v sami prostor učinkujejo drugače, kot bi morda pričakovali ali si želeli. Eden prvih projektov, ki so ga zasnovali pri Ključih mesta, je bilo zagotovo svetlobno mestno obzidje. Novodobni spomin na nekdanje srednjeveško mestno obzidje. Po prej pustim prehodom in podhodom med mariborskimi ulicami novo dušo vdahnejo živobarvne poslikave. Po tleh in stenah tudi delo otroških ustvarjalnih ročic. Ključi mesta pa v svoje delovanje vključujejo tudi kritični angažma meščanov. Zbirateljnica za Maribor, umetniška instalacija oziroma intervencija v dolžini 20 metrov je že tak projekt. 57 prav posebnimi nabiralniki iz pleksistekla, v katerih Mariborčani lahko pustijo svoja sporočilca, ljubezenska, žalostna, vesela, kritična, polemična. Vsakovrstna in vezana na različne teme. Programska ekipa pa Maribor spominja tudi na njegovo polpreteklo ali bolj oddaljeno zgodovino. In to z enodnevnimi dogodki ali tematsko zasnovanimi razstavami in odprti razstavišč. Med dogodki je takšen denimo simbolno bombardiranje Maribora v spomin na bombardiranje 12. aprila 1945. Drobne, nevsiljive intervencije, pri katerih lahko aktivno sodelujejo tudi meščani, so lahko še naprej ključ za novo podobo mesta in sestavni del živega mestnega utripa.